Z nami Jernej Kuntner. Jernej, je ta penisov monolog nekakšna morda uporniška reakcija na ta zelo glasni tem vaginalne monologe ali gre za osvetlitev problematike z drugega kota? Gre bolj za to, ja. Mislim, da se z kolegico Simone Šelnik, ki je tudi režiserka in soscenaristka, nisva prav dosti ukvarjala, kaj je že na trgu, ampak nekak ideja je prišla, producenti so bili za to in evo, smo naredili ta material. Pa mislim, da je tudi v meni zorel, je dosti materijala tega zorelo v meni, mogoče skozi stand-up in vse, ampak jaz sem pač enostavno rekel, moram pograbiti to priložnost monokomedije, da se tudi naučim to delati, ne, in to je zelo težko. Pa zakaj se moški tako težko pogovarjamo v bistvu o delu telesa, s katerim imamo neprestano opravka? Ne vem, enostavno ne vem. Ne vem, pa predvsem težava v besedi penis, pa tenis, pa kaj, pa kaj, pa ne vem kaj še. Ne, pa je Feniks, pa je Peniks, pa ne vem, v čem je ta problem, da imamo. Ne vem, to je vzgoja. Sploh si ne znam, tudi ko sem se prebijal skozi tekst in ko sem delal, enostavno nisem vedel, zakaj je to tako, kaj nas nazaj vleče, kaj smo tako zakompleksani, zakaj smo tako zakompleksani. Pojma ne. Meni je pred časom ena ženska znanka rekla, da obstaja v bistvu jed, ki v trenutku ubije erotiko med partnerjama in to je poročna torta. Zdaj jaz te izkušnje še nimam, me zanima, če imate vi. Ona je imela to izkušnjo? Slutim. Torej, vprašajte njo. Mislim, da ima vso pravico tako misliti. Še čisto za konec, te dni na TV Slovenija gledamo ponovitev te vaše, mislim, da že krepkih 10 let nazaj stare oddaje Šov bo šov, in jaz sem ugotovil, da ste vi v bistvu pionir slovenskega metroseksualnosti. Takrat, če tega izraza sploh ni bilo, vi ste bili pa posončeni, mrežasta, prozorna majčka, mišice, pes gela v laseh. Ja, ne vem, to so z Žurotom takrat delala, zdaj se trudijo eni drugi, bolj zares, mi smo delali kot hec, ne. Moram reči, da je bilo res zabavno v tistem momentu delati parodijo na vse šove, ki so se dogajali, mi da so to res gledala. Metroseksualci, jaz ne vem, takrat mogoče se res še to ni rekel, takrat se je rekel avtentični slovenski dreamboat, sem jaz nekaj takrat zasledil, da sem to, ampak dobro, to je zdaj metroseksualci in no, mi smo mogoče res to naredili. Hvala Bogu. Jernej Kuntner, hvala lepa. Hvala vam. Ampak o realnih centimetrih se pa ne pogovarjamo. In zakaj? Verjetno zato, da se izognemo vitalnemu vprašanju kozmosa. Ali je dolžina pomembna? In pa se je šel vprašati prijatelje, fantje, pa kaj mislite, a je dolžina pomembna? Pa so mi rekli, pa ti si nor, ti si blesel, ti si spolno obseden, te veš. Pa so šel kolegice vprašati, punce, a mislite, da je dolžina pomembna? Pa so vse rekle, ne. Važna je ljubezen, pa tehnika. In nisem bil prepričan. In sem zavil v prvi sex shop, da bi svoj osnovni bag primerjal z vsemi tistimi dildoti, ki so tam na razpolago. Zdaj morate vedeti, dildo ni nič posebnega. Ne? Dildo je že stara pogruntavščina, je stare Grčije, stare Grkinje so imele take nagačene usnjene bate v vsaki hiši. To je bila standardna oprema, ko imamo recimo danes metlice za WC. Ampak današnja roba prihaja iz Tajvana, iz Kitajske, iz Japonske in noben ni krajši kot toliko. Vsi so to, pa to. Noben ni to, pa to. Vsi so to in naprej. In bil sem prizadet. Oziroma, bila sva prizadeta. Fantje, če ni več evolucije, je čas za revolucijo. Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan, nič več ne bo tako, kot je bilo. Dajmo se, fantje, nekaj spremeniti, dajmo se enkrat soočiti sam s sabo, nekajmo se za šanki hvaliti. Ja, veš kaj, mal je kriv, ampak je v redu, ja, malo eno žilo, če znam, v redu, lega, moje tak, srebrn s krono na glavi. Dajmo se soočiti sami s sabo, fantje,